Kateri je vaš najljubši citat? Coaching vprašanje danes je namenjeno predvsem temu, da imate nekaj stavkov, nekaj besed, mantro, ki jo nenehno vrtite. In to je lahko vaš citat, ki ste si ga vi izmislili, lahko je citat nekoga drugega, vendar bi rad, da ste usmerjeni v to, da ko vas to vprašam, na področju kariere, odnosov, česarkoli, izstrelite. In seveda citati služijo nečemu. Služijo začetku vašega razmišljanja. In citat je lahko v obliki stavka, citat je lahko v obliki vprašanja. To je lahko vprašanje, ki ga je nekdo nekoč izrekel, ali pa ste ga vi nekoč izrekli. Lahko je neka trditev, ki jo je nekoč nekdo izrekel, ali pa ste jo vi izrekli. In z namenom, da vi spremenite način razmišljanja. Da vi spremenite to, kar mislite, in morda vam ne koristi nujno. In seveda imamo cel kup koristnih, dobrih citatov. Jaz imam pisarno prelepljeno z ljudmi in to je že zdaj, mislim, da 14 let, imam te citate, ki so tam, ki me spremljajo, ki me spodbujajo. In nekateri so me zdaj spraševali, da imam recimo citat od Helen Keller, ki je bila gluha in slepa. In kljub vsemu doprinesla temu svetu nekaj lepega, dobrega. Jaz nenehno prebiram citate. Če pogledate, dobrojutrnice, ki so zbrane skupaj, so neke vrste zbirka citatov. In ko boste začeli to načrtno početi, boste kar naenkrat rekli, aha, tam je všeč, tam mi ni všeč, in boste polnili svoj s temi najljubšimi stavki, citati, sporočili. In zdaj, ko ljudje mene vprašajo, kje je tvoj najljubši? Moj najljubši je, odloči se za srečo. Moj najljubši je lahko v nekem trenutku zmoreš. Verjemi vase. Moj najljubši je odvisno od tega, kaj takrat potrebujem. A ni isto tudi za vas tako? Da boste v nekem trenutku želeli pojesti sadje, v nekem trenutku zelenjavo, v nekem trenutku nekaj drugega. Ko bodo rekli, katera je tvoja najljubša hrana, boste rekli, odvisno. Odvisno, kje sem, odvisno, kaj počnem, odvisno, kako sem lačen, lačna. In če bi zbrali en citat, en stavek, eno misel, ki bi jo rekli, da je vaša najljubša, kaj bi to bilo? Hvaležen bom, da mi napišete v komentarje, kateri je vaš najljubši citat. Napišite komentarje, veselim se, da slišim vaš najljubši citat, veselim se, da slišim vaše mnenje in na koncu, ko bomo zbrali nekaj dobrih citatov, bomo drug drugemu pomagali. Bomo drug drugemu pozitivno spremenili zemljevid sveta. Zato se vam že zdaj zahvaljujem, da mi pomagate s katerimkoli citatom. Jaz jih imam res velikansko zbirko, predvsem zato, ker jih stalno berem, poslušam. Iščem v njih inspiracijo, iščem v njih mnenje, iščem v njih priložnost za rast. Že veliko let nazaj sem rad prebiral knjige in še danes to rad počnem in jih tudi podarjam, Antoni de Mela. In pri njemu boste našli zbirko misli, modrecev iz toliko različnih religij, iz toliko različnih svetov, iz toliko različnih načinov razmišljanja, kajti vse te misli in citati in stavki pomagajo ljudem, da mislijo drugače. In če vas sedaj še enkrat vprašam, kateri je vaš najljubši citat, ki bi ga radi delili z nami, z vašo mastermind družino, kajti jaz vas jemljem vse kot moja mastermind družino, ker ste del teh mojih coaching vprašanj, ker ste del te moje energije, ker me spremljate, ker me podpirate, ker ste z mano, ker ste tukaj. Zato se že veselim prebiranja vaših komentarjev. Ostanite zdravi, napišite v komentarje, kateri je vaš najljubši citat. In ko boste to naredili, vas vabim, da še všečkate in delite ta posnetek še z drugimi. Hvala lepa.